Lep dober večer in dobrodošli znova v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Danes je z mano znova Jakob Kapus. Živijo, Jakob. Živijo znova. Evo. Znova. Hvala za vabilo. Hvala, da sem rad s tabo. Ja, da dobim informacije iz prve roke. Tudi če povita. Res je. Še zmeraj pride kaj ven. Tako je. Danes se bomo pogovarjali o izbiri imena za otročka in Jakob bo pomagal postavljati vaše vprašanja, ki ste jih postavili meni. Pa prepričana sem, kolikor jaz njega poznam, da ima tudi on v svojem rokavu kakšno svoje vprašanje. Absolutno, vprašanje je bilo to, da imam celo plonk cegelc, tako da mi bo spomini nehal delati, bomo plonk cegelc tam potegnili. Še kaj vprašam. Ampak prvo zelo pomembno vprašanje, bo kar začel, veš. Kar. A so moji starši v redu upravili svoje delo? Dovoli, da te najprej nekaj povprašam. Ali tvoji starši gledajo oddajo? Ja, mami zelo vredno spremlja tole oddajo. Res živijo, mami. Jaz mislim, to je pač moje osebno mnenje, da vedno dobro opravimo svoje delo. Jaz sem velik zagovornik tega, da mama je zelo povezana z otročkom in da ima vedno prav. Sigurno je pa določene stvari fajn pogledati, pregledati, malo spremeniti, malo se izogniti določenim neharmonijam, pa predvsem dobiti tudi informacijo o vzgoji otročka. Ko v končni fazi ni pomembno samo, kako bomo nekomu dali ime, ampak kaj vse nam to pove. Jaz sem bil ful velik jokov, ko sem bil majhen. Aha, je bil upornik že kaj majhen, ne? Sej, mami, vem. Je ful zaveznice. Škaj me zanima, koliko je dejansko sploh pomembna izbira imena? Zelo. Zdaj bom tako rekla, 5 osebnih števil imamo. Ko izbiramo ime za dojenčka, seveda vemo samo 3. Rojstva še nimamo, se pravi, to je potem tisti simpatičen trenutek, ko ponovadi zmeden očka s porodnišnice kliče in pove, imamo punčka, imamo fantka, ta dan se je rodil. Pomembno je preprosto zato, da ne pride do neke neharmonije, da vidimo, katera kombinacija je tista, ki prednjači. Zdaj bom čisto iz osebnih izkušenj povedala. 15 let to delam, v 15 letih je bilo veliko izbir dojenčkov. Meni je vsakič posebno neverjetno, kako se vedno pokaže rdeča nit. Se pravi, ne glede na to, ali ima nekdo samo eno ime izbrano, kar meni pove, da je ta duša zelo dobro znala mamici povedati, kar ne pomeni, da tiste, ki imate 5, 6, 7 imen izbranih, da karkoli narobe ni. Kajti, ko grem jaz ta osebna števila računati, se rdeča nit vedno znova pojavlja. Ista, mogoče eno od 7 imen izstopa, ampak to samo pomeni, da je pač mimo padel. Se mi je zgodilo, da ste imela, ni se vedela, bo fantek ali bo punčka. Ni se vedela, ali bi bilo oba dva priimka, samo en priimek. V glavnem, da skrajšam, čez 15 kombinacij je bilo, ker nismo vedeli, kjer spol bo, vsa osebna števila so bila ista. Če se ne bi, čisto iskreno bom povedala, če se ne bi to meni zgodilo, tudi ne vem, če bi čisto verjela, ampak je res neverjetno, kako zelo dušica, ki prihaja, ve, kjer lekcije želi, česa se uči, mi samo malo spoliramo, bom temu rekla. Je pa pomembno, da pogledamo, kaj nosi priimek očeta, matere, kako gre to skupaj, veliko krat se to lahko reši s srednjim imenom. Tako da je za pogledati, ni odveč. Pa se velikokrat zgodi, da starši počakajo z dokončno izbiro imena, da se res otrok rodi, da dobi še datum zraven in vse te stvari. Najbolj običajno je tako, da imamo pač nekje 2-3 imena in ko se otroček rodi, pogledamo, katera kombinacija je najboljša oziroma kaj je tisto, kar najbolj resonira tudi samo mamo. Tudi to se je že zgodilo, da se je otroček rodil, pa da je mama rekla, ne, temu otroku pa ni tako ime. Tudi to se je že zgodilo. Jaz pa moram povedati, da to so tisti najbolj prisrčni trenutki mojega dela, ki si kar malo zraven, da se je že zgodilo ene parkrat, da reka, nekaj sem pogledala obrazček otroka, mi ni šlo skupaj z imenom. Tako da vedno je tak dogovor. Vse, kar se da, se prej pogleda, ko se dojenček rodi, se potem se še enkrat v miru pogleda in se potem običajno potem odločijo. Koliko časa ste pa najdlje časa čakali po rojstvu, da se je ime izbralo? Se je tudi že zgodilo, da je šla mamica domov. Da se nekako ni mogla odločiti. Tako da, kakor je veliko ljudi na svetu, tako je veliko teh situacij. In to je neka taka posebna situacija. To ni, kaj greš čevlje kupati, pa pač, če ti niso všeč, boš drugič drugačne. Tako da tudi to se je že zgodilo. Pa se ti zdi, da ljudje vedno več iščejo to vrstno pomoč, glede na to, da si 15 let na sceni? Absolutno, moram reči, da pomen imena, tudi sama sprememba imena je veliko bolj v ospredju kot prej, tudi svetovanja pri poroki, recimo, vse več je tega, da oba dva vzameta oba priimka.
se pravi tako ženin kot nevesta. Ti trendi se zelo spreminjajo, je pa zelo prihajajo v ospredje tudi numerologija kot veda, ki razlaga vpliv imena, kaj zdaj to pomeni. Jaz dostikrat rečem, dve mojci si nista enaki, čeprav imata vse mojce imajo neke splošne smernice podobne, ampak je veliko v priimku, v dnevu rojstva in te stvari so za pregledati. In tudi mene veseli, da se te stvari vnaprej rešuje, ker kar se mi zdi najbolj pomembno, kar mogoče bi bilo v uvodu za poudariti, je, da vedno osebna števila računamo iz imena in priimka kot ob rojstvu. Se pravi, mi lahko ime 15-krat zamenjamo, imamo potem specialno dobro ime, še vedno so tista originalna števila tista, ki najbolj delujejo. Prej si omenila dva priimka. Se starši večkrat zdaj odločijo, da ima tako mamin in kot očetov priimek? V zadnjih 8-9 letih bi rekel, da je vse več tega, da sta oba priimka pri otročku. Kot zanimivo smo lahko povem, v Južni Ameriki je to normalno. V Južni Ameriki imamo prvo od mame priimek, od očeta priimek in ko se dama poroči, dobi še tretji priimek. Tako da njihov pasoš bi se mogel tako malo drolati, da bi šlo vse v isto vrsto. Tudi imajo dva imena, seveda po svetu so različne navade imenovanja, pri nas pa je vse več tega, da ima otroček oba priimka. Ne glede na to, ali sta starša poročena ali ne. Ja. Kaj pa glede na trend imen, mogoče ni to povezano z numerologijo samo, ali se odločamo za eno ime, ali je veliko staršev, ki se odloči za dve imeni? Tudi tega je več, tako bom rekla, načeloma še vedno je eno ime tisto, ne. Se pa pojavlja veliko eksotičnih krajših imen in potem dveh imen. Da sta pač dva zelo kratka imena, da je kombinacija. Ni veliko, no, se pa že pojavlja v zadnjih 2-3 letih. Zanimivo. Torej, kar dobro ti gre brez pamtiča. Moram, ko čakam, kdaj bo zdaj on segel v žep in rekel, še malo. Še kakšno vprašanje imam zagotovo na zalogi. Zdaj, ko se starši odločajo o imenu otroka, kaj pa, ali so to ponavadi samo mame ali prideta oba dva? Oba. To pa moram reči, v zadnjih nekaj letih mogoče celo se vse večkrat zgodi, da pride samo oče. A res zanimivo. Zdaj bom tako rekla, ne? Če zdaj govorimo o nekem avgustu, ko je zunaj zelo vroče, se včasih tudi očka pride za tudi tisti, ki želijo osebni stik s sosedo, popiti kavico, a ne seveda prijazno do mamice, da lahko počiva, če govorimo zdaj tik pred porodom. Je pa vse več zanimanja, ja, tudi strani očetov. Za razliko od recimo 15 let nazaj. 15 let nazaj so bili moški vsi zelo tako, to je kar nekaj, zdaj pa vse več tega, da se tudi kot vedi, tudi astrologiji in vsem tem stvarem bolj odpirate, fantje, lepo. Kako pa posreduješ, če sta recimo dve imeni v ožjem izboru, pa sta si oče želi eno, mami pa drugo ime. V bistvu jaz tukaj sem v zelo hvaležni vlogi, da rečem, z numerološkega stališča je tako. Bom rekla, da to se sicer v resnici zelo malkrat zgodi, no, mislim, da je bilo do zdaj samo enkrat, da sta bila zelo na različnih bregovih, pa sta potem v bistvu oba dva imena zbrala, no. Sta si potem nekako prišla skupaj, ampak načeloma se tudi to zgodi, da ima seveda vsak enega ali pa vsak drugega. Čeprav včasih se tudi tako zmenja, ne, da mamica za punčko zbere, očka za fantka. Vse je nek kompromis, tako da, kot pravim, tako kot smo si mi različni, so tudi te izbire različne. Kaj pa pravzaprav računamo pri imenu? Se pravi, pogledamo, kakšne so lekcije, se pravi, iz imena in priimka mi izračunamo naše življenjske lekcije, naše življenjske gradivo. Lahko pogledamo, če je neharmonija med imenom in priimkom, se pravi, če ime simbolizira nekoga, ki je izrazito ekstrovertiran, pogumen, samozavesten, recimo priimek simbolizira nekoga, ki je zaprt vase, seveda to pomeni, da bo ta oseba imela obdobja v življenju, ko bo rinila z glavo skozi zid, pa obdobja, ko bo trmasto primerov. To ne pomeni, da ne bo glih super kombinacija, malo na eni, na drugi pa se super zmeša. Ja, če to zdaj skupaj zmešamo, pa pogledamo ampak ne vem, če bi se dana oseba s tem strinjala. Ne. Dana oseba bi to tako, če bi inventuro gledala, bi rekel, januarja sem ful naredil, februarja sem pa imel občutek, da ne vem, sem mi ledvica odpovedala. Tako da težko je zdaj predvidevati, kako se bo to izražalo v življenju, ampak te neharmonije je dobrodošlo umiriti. To lahko naredimo s srednjim imenom, kakšno črkico spremenimo ali pa dodamo. Tako da marsikaj se da narediti. Z minimalnimi popravki se da včasih te harmonije se da izogniti. Pa vpliva dolžina imena, tudi nekaj, recimo število črk v imenu, so boljša, krajša, daljša? V zadnjem času so popularna krajša imena, eksotična imena, zveneča imena, bom rekla, je pa tako.
9 števil imamo, se pravi 9 možnih lekcij v življenju lahko imamo. Če imamo mi zdaj dolgo ime in priimek, je velika verjetnost, da bomo veliko teh lekcij zajeli. Če imamo pa mi 3 črke v imenu, pa 3 črke v priimku, je velika verjetnost, da bo ta oseba imela veliko lekcij, ker se tudi v črkah ponavljajo. O lekcijah smo govorili v prejšnji oddaji, tako da mogoče, če ste jo zamudili, lahko pogledate na mojem YouTube kanalu in si točno pogledate, kaj kjera črka pomeni in kaj kjera lekcija pomeni, tudi bodoče mamice si to lahko že kar zdaj zračunate. Tako da načeloma če je dolg priimek, ok, če je krajše ime, če pa je tudi priimek kratek, je pa dobrodošlo, da je daljše ime. Prej sva se pogovarjala o priimkih in če starša izbereta oba priimka, ima mogoče kakšen večjo vlogo kot drugi, ali sta posebej enakovredna? Ne, priimka sta posebej enakovredna. Priimek se jemlje kot družinsko ime in razlaga, kaj mi podedujemo. Tako kot oči, pa barvo las, pa tako naprej. Nam priimek pove, kaj je tisto, kar smo s sabo prinesli. Tukaj se lahko notri tudi karma pokaže, lahko se pokažejo tudi določene karakteristike, ki so potem vsem tem nekako lastne. In to so stvari, ki si jih itak ne moramo izogniti. Mi lahko priimek menjavamo, kot sva že prej rekla, sploh dame s poroko recimo. Ne moramo zdaj kar nekaj izradirati, sta si pa enakovredna. Priimka sta si, če ima otroček 2 priimka, ni eden bolj močen kot drug, ker tudi v resnici uporabljamo oba priimka. Redko kdo potem reče, jaz sem pa samo priimek A. Priimek B mi ni všeč, veste. Za razliko od 2 imen, je pa vedno to prvo ime tisto, ki ga uporabljamo močnejše in ima malo drugačno mesto v samih izračunih kot tisto, ki je srednje. Tako da včasih si s srednjim imenom lahko tudi pomagamo, če je neka huda neharmonija, tudi pri spremembi imena, tudi pri poroki se včasih pomagamo s tem, da damo neko kratko srednjo ime v sredino, ki je samo v dokumentih in zbalansira izračune, ima pa potem seveda močnejšo vlogo tisto, ki ga uporabljamo. Si morda kdaj svetovala, ker sta si starša želela oba priimka, da bi bilo boljše, če se enega izpusti? V redkih primerih, ko govorimo o močno karmičnem priimku, to pomeni, da je po vsej verjetnosti priimek kratek in je originalni izračun karmičen. Načeloma, jaz vedno tako rečem, z numerološkega stališča ta energija ni dobrodošla. Je pa dejstvo, da pač vsak, ki pride na Zemljo, ima določene lekcije, ima določeno karmo, ki ne moramo najti neko optimalno ime, da malo zrušim sanje in upanja. Torej ne obstaja ime, zdaj bom dal ime, otrok bo živel brez težav, bo milijonar, ljubezen bo šla. Tako zdrav, lep, močen in tako naprej. Ne, to ne gre, to ne gre. Nažalost, tako da bi prvo rekla, da odsvetujem ne, so pa kombinacije, kjer pač je za razmisliti. Torej, če sem te zdaj prav razumel, v bistvu je ena največjih vrednosti, če se pred rojstvom oziroma takoj ob rojstvu posvetuješ o imenu, da nekako veš, kaj približno otroka čaka, oziroma kako ga lahko usmerjaš in tako. Jaz bom tako rekel, vsem v tem času običajno ni tako tisto ime, ki ga mi čutimo, bomo otročko dali. In tudi jaz sem zagovornik tega. Kot sem v uvodu rekla, mamica je povezana z dušico, sigurno najbolj čuti, tudi če mogoče izračun ni optimalen. Ampak to, da mi vemo, kaj ta izračun pomeni, je dragocena informacija nam kot staršu. Se pravi, če imam jaz otročka, ki je zelo hiperaktiven, pa ima karmični zapis, zaradi česar jaz vem, da je hiperaktiven zato, ker se želi izogniti obveznostim, da je hiperaktiven zato, ker bo na druge prelagal, ker bo mogoče celo nagnjen k laganju, bom tega otročka zelo drugače vzgajala, kot če pred mano otroček, ki bo hiperaktiven zato, ker potrebuje svobodo, ker je njegova pot drugačnosti, ker je nekaj glasnik drugačne energije, ga pa seveda ne bom zatirala. In se mi zdi, da to je tisto pravo darilo, ki ga dobimo ob rojstvu. Sej, bom rekla, je pomembno, da pogledamo, da niso neharmonije in tako naprej, ampak razumevanje, kakšna dušica se nam bo pridružila, ker je seveda ta dušica unikat in ji dobro želimo. In velikokrat, sej mamica pa očka ne morata vedeti. Sej ne bo tiste bitjece drobno, majhno v pleničkah še ne zna povedati. In si tudi te informacije so pomembne, da točno vemo, če je tukaj v tem izračunu tole mogoče malo tako, kaj to pomeni, kako otroku pomagati, kako ga usmerjati, kje ga sprejemati, kje ga mogoče mu dati svobodo, mu dati zaupanje, kje mogoče pa biti malo bolj, bom rekla, tudi strogi. Tako da to se meni kot numerologu zdi največje darilo, ki ga lahko dam ob tem dogodku. In ti imaš eno ful, vidim mu v očeh, da hoče nekaj ful vprašati in zato bom tukaj ful še zapovedati. Ali obstaja kombinacija v imenu oziroma število, ki lahko zagotovi, da bo otrok ziher spal? Mislim, da to vse mamice zagotovo zanima.
Zdaj, če bi izbrali ime, ki bi zagotavljalo, da bo otrok zelo miren in umirjen, ne vem, če bi mu v življenju naredili ravno uslugo. Torej, ni spalnih števil. Ne, moram reči, da numerologija, na žalost, to moram dodati na spletni strani, ni namenjena izračunu dobitne kombinacije na loteriji in imena za otročka, ki bi zagotovo spal. Mislim, da moraš to napisati. Bom dodala, da ne bo razočaran potem. A ti si spal? Mami Jakobova je spal. Mami je rekla, da sem velik jok, upam, da sem tudi velik spal. Da sem a si jokal to, ker nisi hotel spati? Ker njemu baterije ne crknejo. Ne, to pa res, zdaj pa res ne. Zihar se ti je v vseh teh letih zgodila kakšna zelo zanimiva anekdota pri izbiri imena? Bom rekla, res se ne zavedamo vloge očeta pri porodu. Vse nas mamica skrbi, ampak tako bi simpatičen bil enata, ki tudi sam prše, eden izmed ki sam prše na svetovanje in me kliče. Zdaj le si me pustil v porodnišnici, so rekli, da bo... In jaz razlagam, ja, to ime, ki smo rekli, in je tih. In on reče, jaz tebe ene besede nisem zastopal. A lahko ti to meni napišeš? Tako je bil pristen. Ene besede, ne vem, kaj si mi povedal. Tako da je veliko tega, da potem ponavadi so očkati tisti, ki pokličejo ali pa vsaj sporočijo. Eni so taki, da pokličejo, pa se z njimi zmerimo, eni so vsi trije. Bom rekla, ful mi je toplo pri srčku, kad doskrat slikce dobim, niti mi ne povejo, smo šli roditi, ampak slikce dobim in mi je tako, kako lepo. Tako da je nek tak, bom rekla, proces, ki otopli srce tudi meni, ne samo mamici in očka. Tu so pa takšne in drugačne dogodivščine od tega, da se zgodi tudi ogromen nabor imen, se zgodi tudi, da mogoče, da se nekako ne, pa se pol zmenta, ampak ta očka mi je pa res v spominu. Mogoče za konec, preden se poslovim. Ja, jaz tebe zapustil te bom, ja. Tako je. Kaj bi v grobem svetovala staršem, ki izbirajo ime? Tako bom rekla, ne glede na to, kaj numerologija pravi, podobno bom rekla, kot velja tudi za feng shui. Če mi nekaj res močno čutimo, tudi če je to karmični zapis, mi ne vemo, kdo je duša, ki prihaja. To je dejstvo. Pač vsaka oseba, ki se rodi v ta svet, je individuum, je unikat, bo slej kot prej šel svojo pot, kar je mogoče za starše seveda težko. Lahko na začetku težko slišati. Absolutno. Želiš najbolje za svojega otroka, ga želiš zaščititi, mu želiš svetovati. Jaz sem velik zagovornik tega, da če nekaj močno čutimo, da je prav, da sebe poslušamo. Zagovornik sem tega, da pa vemo, kaj s tem naredimo. Se pravi, da se potem tudi neke te smernice upoštevamo in pomagamo otročku. Je pa izbira imena pomembna, ravno zato, ker sem v začetku poudarila. Tudi če mi ime spremenimo kasneje, originalnih teh vibracij ne moramo povoziti, in je fajn pogled. Včasih gre res za eno črkico, ki jo drugače postavimo. Saj veliko imen, ki imamo razlike, kaj je Sebastian z J-jem, pa z I-jem, pa Damjan, pa Barbara. Veliko je teh nekih imen, ki so si zelo podobna, ampak je mogoče samo eno črkico za zamenjati ali pa dodati. Tudi recimo smo imeli primer Anej, ki ima zdaj 2 N-ja, recimo, pa je zdaj boljša. Tako da je za pogledati, predvsem pa sem poslušati sebe, mamice. Jaz grem, v mojem imenu bova pa pol še na poti domov, še kaj smo rekli. Bova še mamica. Pa mami poklicala. Koliko je spal, pa koliko ni. No, Jakob, hvala, da si bil danes spet z nami in da si mi pomagal viči vse ta vprašanja. Tega bomo čez 1-2-3 tedne spet nazaj povabila. Mi pa pridno pišete ves ta čas. Vprašanja, ja, tako. Več vprašanj, prej pridem nazaj, tako da dajte pisati. Naslednjič naj ima tako ogromen plonkič. Hvala ti, Jakob, lepo vodi. Mi pa bomo zdaj pogledali, kaj nam prinaša teden pred nami. Pred nami je 15. teden, prinaša izzive ljubezni do sebe. In vi zdaj že vidite formulo za izračun števila življenjske poti. Torej, seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre. Naredili bomo kratek pregled tega, kaj zdaj tale teden nam prinaša. Prejšnji teden smo iskali izgovore, bil je dinamičen teden, povedali pa smo, da v aprilu se bomo soočali z našo lastno odgovornostjo, samimi seboj, se pravi malo bolj umirjen mesec. Kako ste vi do sedaj? Ste umirjeni? Ste chill? Ste cool? Ali si želite, da bi bil že končno maj in poletje? Tale teden pred nami namreč bo v ospredje postavljal lekcije ljubezni do sebe in
To vprašanje, ki ga postavljamo že venomer. Kdo smo, kaj smo, zakaj smo, česa si želimo. Če smo prej omenjala imena v našem imenu in priimku, se marsikateri takšen odgovor skriva tudi v številu življenjske poti. Torej, vsi tisti, ki imate enkico, pred vami je teden, ko bodite strpni do sebe. Nekaj podobnega smo v preteklih napovedih že omenjali, dajte si potreben čas. In v tem tednu si dajte potrebno ljubezen. Tudi če vam nekaj ne uspe, tudi če nekaj ni tako, kot bi si vi želeli, dajte si čas in dajte si ljubezen. To je bistvo tega tedna za vas. Sprejmite sebe s toplino, z razumevanjem, z ljubeznijo. Število življenjske poti 2. Pred vami je teden, ko pa mogoče ne postavlja drugih na prvo mesto. Moram vam namigniti, da je pred vami teden, ki je lahko zelo romantičen, je lahko zelo odprt povezovanju in poglabljanju odnosov, ki že obstajajo. Torej, ne glede na to, da govorimo o partnerstvu ali morda o prijateljstvu, je obdobje, ki bo postavljalo v ospredje dolgoročne odnose in vaše mesto znotraj tega odnosa. Se pravi, bodite tudi vi ljubeči do sebe in če nekaj ni tako, kot mora biti, to povejte, izrazite in če je temu tako že dalj časa in nekako ne kaže k temu, da bi se spremenilo, pa je morda za razmisliti, ali je čas za odhod. Število življenjske poti 3. April je mesec, v katerem ste iskali svojo lastno notranjo varnost, svoje lastno bitje, bistvo. Torej, ste ga našli? V tem tednu pojdite v svoj srček in pojdite v svoj občutek zaljubljenosti. Pojdite malo na frišno zatrapani sami vase. V tem tednu raziskujte, kaj je tisto, kar imate vi najraje. Kakšni smo, ko smo na frišno zaljubljeni? Vse nas zanima. Katero glasbo najraje ta oseba posluša, kako hrano najraje je, kam bi rada potovala, kakšne so njene želje in sanje. Imejte te pogovore v tem tednu preprosto sami s seboj. In v naslednjem tednu uganili ste, si vsaj kakšno od teh želj tudi izpolnite. Število življenjske poti 4. Pred vami je teden, v katerem morda se vam bo zdelo, da se preveč čustveno odzivate, ali pa da se vas stvari zelo dotaknejo, ali pa da ste malo bolj ranljivi. Vse to potrebujemo v življenju. Varni ste v temu. Varni ste v temu, da nekaj zaboli, da mogoče vas nekaj pojezi, ali pa da vas ful navduši. Varni ste v ekstremnih doživljanjih sebe in življenja. Kajti včasih so potrebni, tudi vam, ki imate radi stvari popredalčkane in definirane, zato da vidite, katere predale in katere definicije ste enostavno prerasli ali jih spremenili. Torej, dopustite si biti ranljivi. Eno močno sporočilo vas tam čaka. Število življenjske poti 5. Pred vami je teden, v katerem bi si morda želeli malo več bližine, malo več topline, malo več razumevanja. Po drugi strani bi bili pa lahko podobni majhnemu mucku. Vse veste, kakšni so mucki. Najprej pustijo, da se jih čoha, potem pa kar naenkrat je dovolj. Torej, če imate občutek, da je nekdo vam izkazoval ali vam izkazuje preveč pozornosti, vas to mogoče že pričenja dušiti, gre za to, da je samo prav, da to nekako skomunicirate in poveste. Bom pa še enkrat rekla, prijala vam bo bližina, tisti, ki jih imate radi in tisti, s katerimi se dobro razumete, torej si vzemite več časa za druženje in mogoče malo manj časa za dela v tem času. Število življenjske poti 6. Pred vami je teden, v katerem bodo čustva zelo glasna, bodo v ospredju, vam bodo zelo želela nekaj povedati. Nič od tega, kar vam bodo povedali ta teden, ni potrebno razrešiti ta trenutek. Torej, vzemite si čas za to, da sploh prepoznate, kaj je bistvo za vsemi temi dražljaji. Včasih so čustva burna, včasih so močna in potem šele kot nekaj časa mi ne prepoznamo, kaj so nam želela povedati. Torej, v tem tednu morda to sporočilo še ne bo jasno. Število življenjske poti 7. Pred vami je teden, v katerem dopustite, bomo rekli temu, lastni ranljivosti, šibkosti in ženstvenosti na plano. Število 7 simbolizira zahtevnost, simbolizira perfekcionizem, simbolizira velikokrat strogost do sebe. Torej, drage moje 7-ke, v tem tednu bodite potrpežljive, bodite nežne, bodite strpne. V tem tednu je velika verjetnost, da tisto, kar ste si zadali, ne boste še dosegli ali pa se vsaj ne bodo videli rezultati. Torej, dihajte. Nič ne bo boljše, če boste jezni in neučakani.
Število življenjske poti 8. Pred vami je teden, ko je zelo pomembno, da ste ljubeči do sebe, da sprejemate za sebe brez slabega občutka in brez nekega, glasu v sebi, ko že kar mislimo, kaj moramo naprej delati. Se pravi, dajte se ustaviti, dajte sprejeti, dajte v tem uživati. V lastnih dosežkih, v lastnih ciljih, v lastnih željah, v lastnem telesu, v sebi. Marsikaj ste že dosegli v življenju, še veliko boste, ampak če v tem ne boste v danem trenutku uživali, zakaj se potem pehate? Torej, dajte nek on hold ali pa na pauzo se dajte in dajte preprosto uživati in biti radostni sami s seboj. In še število življenjske poti 9. Pred vami je teden, v katerem bi lahko zelo nihali čustveno v naklonjenosti do nekoga, tudi do sebe. Torej, v tem času bi lahko zajadrali v zelo romantične vode in nežne vode, lahko boste tudi zelo zasanjani, lahko se vam zgodi, da boste verjeli v kakšno pravljico namesto v pravljičnost in po drugi strani lahko zajadrate v drugi ekstrem, ko bo vse slabo, ko nikoli nič ni bilo dobro. Dovolite si vse to doživeti. Dajmo reči nekam do srede. Potem pa dajte sebe umiriti in sami pri sebi razmisliti, ne tako zelo čutiti, ampak razmisliti, kaj je res in kaj ni in kaj je tisto, kar je za vas od zdaj naprej pomembno. Torej, ne več gledati toliko veliko preveč preteklost, ampak se odločiti, kaj od zdaj naprej je za vas pomembno. Tole je bil pregled tedna po številu življenjske poti. Pred nami je teden, ki prinaša lekcije ljubezni do sebe, kar pomeni, da se bomo spraševali, kaj nas osrečuje, izpolnjuje in najpomembneje, kaj nam nudi občutek varnosti. Kaj je tisto, zaradi česar zjutraj ostanemo z navdušenjem. Vse to so še vedno lekcije meseca aprila, verjamem, da se jih še spomnite. 15. teden pa prinaša po eni strani željo po samostojnosti, željo po temu, da smo, kdor smo, željo po temu, da smo živi, da smo radostni, da smo tukaj in sedaj, željo po tem, da smo bolj igrivi, bolj odprti, bolj eksotični celo. Kako bi bili lahko bolj eksotični, kako bi lahko bili bolj nenavadni, bolj odpičeni, kako bi lahko šli preko svojih meja na varen način, na nežen način. Kateri so tisti odnosi, ki smo jih omenili že prejšnji teden, kjer morda vaša pričakovanja niso izpolnjena, kjer vi niste spoštovani, kjer vi niste sprejeti, kjer vi niste ljubljeni in v katerih odnosih morda pa se bliža čas za odločitev, ali naj ostanem ali naj grem. Kateri so takšni odnosi? Za te odnose je v tem tednu idealno, da se odločite, ali boste ostali in odnos upam, da spremenili, ali boste odšli in boste druge, nove, drugačne odnose pričeli graditi. Seveda, kot vedno poudarjam, najpomembnejši odnos, ki ga gojimo, je odnos, ki ga gojimo sami s seboj. V tem tednu se bo tudi tu pokazala potreba, želja, hrepenenje po tem, da smo drugačni, da smo bolj samostojni, da smo bolj odločni. Včasih sami sebi ne dovolimo. Včasih sami sebi ne dovolimo povedati, česa si želimo, niti se ne vprašamo, niti ne eksperimentiramo. Torej, dragi moji, ob koncu oddaje vas spodbujam, da ste v tem tednu ferpčni, odprti, raziskujete sebe, raziskujete, kaj vam je všeč, kako se boste stvari lotevali in jaz vem, da ste to v mojih oddajah že slišali. Pa še boste, kajti to je cikel in proces in lekcija celotnega leta in pravzaprav tudi našega življenja. Ko smo bili majhni, smo si želeli ene stvari, ko smo odraščali druge. Tako kot se mi razvijamo, se razvija tudi naše življenje. In 15. teden v letošnjem letu nam daje zagon, nam daje pogum, nam daje tisto spontanost, ki je potrebna za to, da nekaj naredimo drugače, ki je potrebna za to, da smo predrzni, da smo bolj strastni, da smo bolj odprti tveganju, če je treba. Seveda poskrbite za to, da ste varni, mesec april absolutno v ospredje postavlja občutek varnosti, ampak veste, včasih že to, da rečemo ne, ne bom, ne, ne želim si, ne, ne da se mi, zahteva veliko moči in zahteva varnost, kaj ne? Zelo se moramo počutiti varni v določenem odnosu, da rečemo, ej, oprosti, zdajle se mi pa ne da priti k tebi na kavo, ne ljubi se mi. Zelo se moramo počutiti varne v življenju, da rečemo, zdaj pa bom prešel svoje meje obdobja in bom poskusil nekaj novega. Torej, pravzaprav, vsi ti dražljaji, vse te želje vam morda sporočajo, da ste varni in da je morda čas za korak naprej.
Torej, dragi moji, če vas zanima malo več o numerologiji, tudi o izbiru imena za otročka, tudi o spremembi imena, kot vedno vabljeni tudi na mojo spletno stran www.lili-forum.com. Marsikaj zanimivega boste tam še našli. Kot sva z Jakobom pa rekla, če imate kakršen kot predlog, vprašanje za oddajo, vas bom vesela. Pišite mi na ls@lili-forum.com. Zdaj pa vam želim en fantastičen teden, v katerem, dragi moji, si preprosto drznite. Pa, pa!